Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je malce drugačna pravljica. Pravljica o kakanju. Ja, morda so se vaša usta v tem trenutku razlezla v nasmešek, a kljub vsemu, prav vsi kakamo. Tudi kralji, princeske, kapitani, čarodeji ter tudi živali. V tokratni pravljici bomo spoznali malce sramežljivega knjižnega junaka Bena, ki si zjutraj nadvse želi le eno stvar: mir in zasebnost pri kakanju. Mu bo uspelo, glede na to, da je v gozdu polno živali? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo super pravljici z naslovom Kje kaka medved? Ko je sonce že navse zgodaj pokukalo izza obzorja, je globoko v gozdu sramežljivi medved Ben skupaj z žuželkami, pticami in čebelami spal na drevesu. Smrčal je glasno kot lev in sanjal o sladkem medu na svojih šapah. Njegovo najljubše mesto je bilo na vrhu krošnje, kjer je vselej spal z nasmeškom na obrazu. Ko pa se je prebudil, je glasno zazehal in pretegnil svoje tace, kot to počnejo medvedje. Prvo opravilo vsakega dneva, je rekel sramežljivi Ben. Spustil se bom po drevesu in šel kakat. Toda Ben ni maral, da ga pri tem opravilu vidijo drugi. Pri kakanju je bil rad sam. A kakor hitro se je spustil z drevesa, je bilo vse povsod polno drugih živali, ki so strmele vanj. Zato se je Ben sprehodil med drevesi, da bi našel kotiček, kjer bi se lahko v miru pokakal. Toda namesto tega je naletel na jato ptic, ki so svoje kakce spuščale kar v zraku. Potem je stopil za veliko drevo, ampak so ga nesramno zmotili dihurji. Tudi na travniku se ni mogel sprostiti, saj ga je opazoval velikanski los. Ben se je obupan postavil na zadnje tace. Ni mogel več zdržati. Na pomoč, je zaklical v nebo. Moram kakati. Potem je opazil znan in prijazen gobček. Modra stara medvedka Breda mu je priskočila na pomoč. Ben, nehaj godrnjati. Obstaja mesto vzdolž poti, kjer se lahko sramežljivi medved brezskrbno pokaka. Slišala sem, da ni še nikomur spodletelo. Tako se je Ben kar najhitreje odpravil, kakor mu je svetovala medvedka Breda. Prebijal se je pod koreninami in preko vej in skozi prepleteno trsje. Potem se je ustavil in za hip pomislil: to ne more biti prav. Dokler se ni prebil skozi vejevje in zagledal nekaj, kar ga je na vso moč osrečilo. Glasno se je zasmejal. Končno je bil sam. Našel je čudovit in najbolj zaseben prostor za kakanje. Končno, je zavzdihnil in se usedel.
Kako lepo in prijetno skrivališče. Ni mi več treba hoditi po gozdu. Nato pa je zaslišal škripanje lesenih vrat koče. Joj! Ko je gozdar zagledal medveda, je glasno zakričal in stekel nazaj v gozd. Ben pa je samo zamahnil s taco in zavzdihnil. Nisem edini, ki je sramežljiv. Bravo, Ben, pa si le našel svoj kotiček, kjer boš lahko odslej v miru in tišini kakal. Čudovita pravljica ter zabavna zgodba, ki pa nas prijazno opomni, da je kakanje nekaj čisto običajnega. Nekaj, kar počnemo prav vsi, pa čeprav o tem včasih ne radi govorimo. Pomembno je, da drug drugemu omogočimo trenutke miru in zasebnosti, pa naj bo to čas za razmislek, počitek ali kakanje. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni pravljici z naslovom Veliko tekmovanje v kakcih. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in bodite prijazni. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi prikupnega medveda Bena. Čau, čau! Bravo, Ben, da si le našel svoj kotiček.